Danes v Pomurskem dnevniku. Živijo v Lagi, Plesni in propadajoči hiši. Aretacija Andreja Šiška. Stavke hotela Diana ne bo. Mednarodni turnir v Pikadu. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Družina Vasle iz Viničke vasi v občini Lenart težko preživlja zimske dni v svoji več kot 200 let stari vlažni hiši. Oče Maksimilijan, mama Suzana in 6-letni Vid, ki obiskuje 1. razred osnovne šole, so postavljeni pred boleče dejstvo. Že prvo obilno sneženje jim lahko poruši streho. Stisko, ki se skriva za zidovi te več kot 200 let stare hiše, je družina Vasle skrivala, dokler je le mogla. Stopimo v njihov dom in začutimo leden veter, ki veje skozi popokane stene. Zdaj so na robu obupa. Že prvi sneg bi jim lahko porušil streho. Najbolj se bojiš, da bo streha se zrušila, da če je slučajno dosti snega zapade. V skromni kuhinji nam zaupata, kako sta se trudila, da bi hiško, v kateri se je Maksimilijan rodil, obnovila in uredila domovanje vredno dostojnega življenja. Šparati sem mogel na vsake evreček smo mogli na stran, da smo lahko to naredili. In sem toliko utrujen, da več tega ne zmorem. A vsak trud je bil zaman. Vlaga uničuje stene, ometi odpadajo, plesnoba pa je na vsakem koraku. Oba imata zdravstvene težave in sta brez službe. Bojita se, da bi zbolel še njun 6-letni sin Vid. Denarja pa je le za najnujnejše. Da poplačamo vse položnice, pa tisto, koliko še ostane, da imamo za hrano. Pa da še rajši se same sebe odpovema, pa da ima otrok, da otroke nudimo. Na tej posteli zdaj, ko je mraz, spijo vsi trije. V Vidovi sobici je precej bolj hladno, da bi lahko spal sam. On ne more niti biti v svoji sobi tam, ker piha, zunaj strani, ne. Z očetom sta na hladno steno poskušala naslikati morje, a jima je zmanjkalo barve. Tudi drva za kurjavo zmanjkujejo, štedilnik je hladen. Vrata nama, ko je močni naliv, nama kar noter do hodnika, celi hodnik imamo moker. Obnovo strehe so strokovnjaki odsvetovali, saj zidovi ne bi vzdržali teže novega ostrešja, a upata naprej. Delamo na tem, da bo on na boljšem, da ne bo se na njega vse skupaj zrušilo, ne. Iti ne morejo nikamor, njihovo edino upanje je nova mala hiška. Tiste, ki mi lahko pomagate, prosijo za pomoč. Veseli bodo tudi gradbenega materiala ali drugih storitev. Jaz bi srca prosil za pomoč, kakršnokoli. Da bi tudi za njih izza oblakov končno posijalo sonce. Andreja Šiška, samooklicanega vodjo Štajerske varde, je policija v soboto prijela na Osankarici. Na spominski slovesnosti ob 77. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona. Prijetje na javnem dogodku je bilo načrtovano, priznavajo v gibanju Zedinjena Slovenija. Še v soboto je Andrej Šiško takole aretiran na Osankarici začel služiti preostanek zaporne kazni. Jaz tega očitno ne smem gledati, oziroma ne smem prisostvovati tej proslavi. Za zapahi bo moral odslužiti še mesec in 8 dni, kolikor je ostalo od izrečene zaporne kazni. A ga včeraj v času obiskov v mariborskih zaporih ni bilo. Danes je družina želela iti ob 12. na obisk, pa so jim povedali, da ga ni, da je v spremstvu izven zavoda, niso pa točno povedali, kje je. Zdaj možno, da so ga peljali na zdravniški pregled, ampak tega ne vemo, niso pa družin želeli povedati, to se mi zdi malo sporno. Prijetje na Osankarici je bilo načrtovano, potrdi Bidarjeva, čeprav sama za podrobnosti naj ne bi vedela. Torej vse je bilo načrtovano? Seveda. S kakšnim namenom? S kakšnim namenom? Glede na to, da so vsi mediji objavljali, da ima razpisano to prisilno privedbo, da ga policija išče, se jim je javil. In to na spominski slovesnosti, kjer ni manjkal slovenski politični vrh in je bila zagotovljena medijska pozornost. Svišek! Oj. Lepo vreme je danes? Ja, idealen dan. Super. Sklep, da mora vodja Štajerske varde v zapor, je postal pravnomočen sredi decembra. Policija je nato za njim razpisala še tiralico. Sam je trdil, da ne bo bežal. Jaz se ne bom nič skrival, nikamor ne bom bežal.
Jaz nisem ničesar naredil in ničesar dobil in ne vem, da moram iti kamorkoli. Še vedno trdi, da naj ne bi dobil pravilno vročenega poziva na prestajanje zaporne kazni, da ga iščejo, pa naj bi izvedel iz medijev. Neuradno izvemo, da naj bi ga na njegovem domu iskali vsaj 3-krat. Oglasili so se tudi na domu Biderjeve. Njega pač ni bilo doma. On je bil na dopustu, bil je na terenu, mali se je javljal tudi na družabnih omrežjih, njega pač ni bilo doma. Sicer pa Biderjeva trdi, da naj bi od nove aretacije Šiška do danes prejeli okoli 200 klicev za včlanitev v Štajersko vardo, ki naj bi zdaj že štela okoli 1000 posameznikov. Sindikat je za ta četrtek napovedal stavko v hotelu Diana. Po včerajšnjih pogovorih med predstavniki sindikata in direktorjem Boštjanom Serecem stavke, kot kaže, vendarle ne bo. V Sindikatu gostinstva in turizma so za 9. januar napovedali ustavitev dela v hotelu Diana. Kot kaže, se to vendarle ne bo zgodilo, saj so bila včeraj med pogovori predstavnikov sindikata, direktorjem Boštjanom Sercem ter pooblaščenim odvetnikom družbe Dejanom Rituperjem usklajena vsa odprta vprašanja, in sicer izplačilo plač s povračili stroškov se bo do 1.1.2020 opravljalo v skladu z zakonom. Prispevki za november pa se bodo poravnali v 2 delih. Prvi del je bil plačan včeraj, drugi del pa bo plačan 15. januarja. Dorekli so še izplačilo preostalega dela regresa za letni dopust za 2019. Ta se bo izplačal v 4 obrokih od februarja 2020 dalje. Do 20. januarja 2020 pa bo direktor sklical zbor delavcev in jim predstavil vizijo in strategijo nadaljnjega poslovanja družbe. Breda Črnčac, generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, pravi, da če karkoli od dogovorjenega ne bo spoštovano, včerajšnji podpisani sporazum med strankami ne bo več veljaven. V Svetem Juriju na Goričkem je potekal že 14. novoletni turnir v Pikadu. Poglejmo, kdo od igralcev je najbolj izstopal. Pomurski pikadisti so že 14. priredili novoletni turnir in se v gostišču Kuzmič pri Svetem Juriju na Goričkem pomerili v metu puščice. Tekmovanje v elektronskem pikadu je potekalo pod odlično organizacijo domače ekipe Friends Team. Udeležilo se ga je več kot 120 igralcev iz Slovenije, Avstrije in Madžarske. Med dvojicami sta slavila Miha Topolnik in Damjan Pilinger. Drugo mesto sta zasedla Benjamin Pratnemer in Irena Tratjak, tretja pa sta bila Sašo Vutek in Alen Šarkezi. V kategoriji moški posamezno je slavil Benjamin Pratnemer, ki je v finalu premagal Denisa Duha, v malem finalu je Leon Mertuk premagal Reneja Graha. Rok Durič pa je zasedal 7. mesto. Pri ženskah posamezno pa je slavila Urš Drvarič Grah pred Jasmino Hartmann. Tretja je bila Petra Klemenčič, četrta Irena Tratnjek, 5. mesto pa je zasedla Andreja Hajdinjak. Naj omenimo še to, da je med igralci izstopal Benjamin Pratnemer, ki je profesionalni pikadist iz Maribora, ki je lani v Londonu igral na svetovnem prvenstvu v pikadu. Od leta 2016, ko so uvedli koncesnine, je geotermalna energija kot energetski vir postala nezanimiva za vlagatelje. Zato se težave pojavljajo tudi pri pomurskih podjetjih, ki tovrstno energijo uporabljajo. Geotermalna energija, ki nastane zaradi vroče zemeljske notranjosti, v Sloveniji ni uvrščena na seznam obnovljivih virov energije. Koncesnine za reinkarnacijske vrtine v Sloveniji plačujejo tudi uporabniki, ki vodi odvzemajo le toploto, potem pa jo nespremenjeno vračajo v vodonosnik, čeprav tega ne zahteva noben akt v Evropski uniji. Po podatkih Direkcije za vode se je leta 2018 na podlagi rabe vode po koncesijskih pogodbah za koncesionarje v Pomurju, to so Paradise, Ocean Orchids in družbe Sava Turizem, Terme Lendava, Terme 3000, Terme Banovci in zdravilišče Radenci, v sklad za vode nateklo nekaj več kot 661 tisoč evrov. Od tega nekaj manj kot 474 tisoč evrov za koncesijo in skoraj 188 tisoč evrov za vodno povračilo. V podjetju Paradise, kjer pridelajo dobra 2 kg paradižnika na prebivalca, so se jim stroški v zadnjem času skoraj podvojili, tako da tudi sami nimajo denarja za reinkarnacijsko vrtino. Za vlagatelje, banke in partnerje pa so ravno zaradi tega, ker ne morejo izračunati, koliko jih bo na koncu stala, nezanimivi. Iz službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko so sporočili, da bodo ugotovitve predstavili na eni izmed prvih sej odbora v novem letu. Na sobotainfo.com poročajo o ne preveč spodbudnih številkah rojstev v lanskem letu. Koliko rojstev smo beležili lani, preverite na sobotainfo.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice.
Jutri bo pretežno jasno, le zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Kakšne temperature bomo imeli ta teden pa v vremenski napovedi? Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 4 stopinj Celzija. Opoldne ste v Lendavi izmerili 3, v Murski Soboti in Radencih 2 ter v Kranjskem Parku Goričko 1 stopinjo Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla, ponekod ob meji s Hrvaško pa nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti -3 in v Mariboru -4 stopinje, čez dan pa bodo termometri v Murski Soboti in Mariboru pokazali okrog 6 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, po nižinah bo nekaj jutranje megle. V petek bo predvsem na Primorskem in Notranjskem nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okoli -4 stopinje, dnevne pa okoli 9 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvidea.si. Hvala, da ste bili danes z nami. Glejte nas spet jutri, ko bo z vami Smiljan Kuhar. Nasvidenje.